lahko začnemo s postopkom. V redu. Izvedba dnevnega reda drugega občnega zbora. Program sem prebral na začetku od točke 1 do točke 10, zato predlagam, da gremo sedaj od prve točke. Prva točka. Razrešitev starega in izvolitev novega podpredsednika za obdobje 2 let. In tukaj imamo mi v bistvu ta zapisnik. Poglejmo tole še enkrat. Dragi prisotni, v bistvu sprašujem vas, čakajte, moram tukaj pravilno odpreti in bom to zašeral ta screen, da boste videli. Samo moment, da bomo tukaj videli na zaslonu in da boste tudi tam videli na Zoomu. Se pravi, to je z druge seje. Sprejmemo odstop dosedanje podpredsednice Katje Horvat in namestnika podpredsednika Gašperja Mikliča. Ima kdo kakšno pripombo na to na Zoomu ali tukaj v prostoru, naj pove sedaj. Ok, sprejmemo njun odstop. Torej, njun odstop je enoglasno sprejet. Ob 20, koliko je zdaj? 20:00, ne? Ok. Upravni odbor se je s tem odstopom seznanil, zdaj je to potrjeno in na funkcijo podpredsednika je bil imenovan Egidi Kozjek, podpredsednik društva za podpredsednika pa je bil imenovan Dejan Markovič. Ima kdo kakšno pripombo na podpredsednika in namestnika podpredsednika? V redu. Ok, obema čestitamo, sprejeta, vam želimo na tej funkciji veliko zadovoljstva, sreče in ustvarjalnosti in seveda kreativnosti, ki jo vsi zdaj rabimo v teh posebnih časih. Tako, točka 1 smo v bistvu zaključili. Obdobje te potrditve velja za 2 leti. Razen, če se kaj vmes zgodi, kakor se je zgodilo zdaj, pač nepredvidene stvari so v družini prišle in nista zmogla in je pač prišlo do tega. Tako da hvala za dosedanje delo, za vse dobro. Obema se društvo iskreno zahvaljuje. Tako da zdaj imamo, se pravi, točko 1 in točko 2 rešeno. Izvolitev nadzornega odbora za potrditev predsednika sveta nadzornega odbora in na podlagi 39. člena statuta za obdobje 2 let. To se pravi, če odpremo zapisnik, je tako. Imenovanje nadzornega odbora Društva za srečno življenje Belis se je opravilo na podlagi 38., 39. in 40. člena statuta Društva za srečno življenje Belis in se je sprejel sklep, da se v nadzorni odbor imenujejo naslednji člani Društva za srečno življenje Belis. Štefan Hudobivnik, Jelka Holc, Eden Fohatov. Ima kdo kakšno pripombo v zvezi z nadzornim odborom? Ok. Lahko rečemo enoglasno sprejeto. Dobro, to se pravi ob 20:03 pod točko 3 izvolitev nadzornega odbora enoglasno sprejeta. Nadzorni odbor pa je izmed sebe postavil za predsednika nadzornega odbora in sveta Štefana Hudobivnika. To je interna stvar, ampak toliko, da veste, kdo je predsednik nadzornega odbora in če bo kakšna težava v društvu, se obrnete na te ljudi, ki bodo objavljeni na spletni strani, tudi njihovi kontakti, zdaj, ko imamo, bom rekel, ta odbor, nadzorni odbor. Dobro, gremo naprej. To se pravi, imamo častno članstvo, začasnega člana društva Belis za srečno življenje. Je društvo predlagalo gospoda
Veneta kot častni član društva Belis je bil predlagan, predstavil se je na prejšnji Zoom konferenci tukaj. On je že dolgo let znan gospod, zelo poznan, pozitiven, vpliven, veliko dobrega je že naredil in gospod Boris Vene je javni kandidat z ljudsko podporo za predsednika Slovenije in društvo je na podlagi 26. člena društva za srečno življenje Belis, gospoda Veneta, predlagalo za častnega člana. Ko smo z njim komunicirali, je bilo njegovo prvo vprašanje, ali društvo želi z njim delati komercialne zadeve oziroma če društvo želi z njim vzpostavljati prepoznavnost. Pa smo mu rekli, hvala lepa, da to nikakor ne, ampak da ga čutimo po srcu, ali se je kecam, ali je mislil tudi zares. Povemo tako, kot je. Da je človek, v katerem smo pač videli, da dela s srcem in da nima iz ozadja takšnih namenov, kot jih zaznavamo pri drugih kandidatkah in kandidatih, ki trenutno kandidirajo, in da smo ga odbliže spoznali in da zato mu podeljujemo častno članstvo društva Belis. Ima kdo od članov v zvezi s to podelitvijo kakšno pripombo? V redu, enoglasno sprejeto strani Zooma in pa strani tukaj v sobi ob 20:05 uri. V redu, potem pa gremo naprej, se pravi, mi smo zdaj te hude stvari dali skozi, tele tehnične. Pod točko 5. Delovno predsedstvo naproša člane društva Belis in tudi podpornike društva za srečno življenje Belis in tudi vse ljudi, ki ste sami in ne veste, kaj bi naredili, kar se tiče aktivni podporam, ker je zdaj zelo nujno potrebno sodelovati, se aktivirati, zadnji teden je, se zaktivirati in na upravnih enotah po vsej Sloveniji, pojdite na upravne enote in zberite toliko časa in poguma, da greste v bistvu tisti list podpisati. Tudi tam dobite prazen list, če si ga ne znate tlele dol vzeti. Jaz bi tlele pokazal pri Egidiju, samo toliko, da boste videli, kje tlele je. Evo tukaj, gledajte, ko šeram to stran, je tu Egidij naredil modra sreda in tukaj vidite navodila za predsedniške volitve. Tukaj, če se tukaj klikne, se odprejo vsa ta navodila, ki jih je Egidij in pa vse upravne enote po Sloveniji in tukaj je pa podpora. Če tle kliknete, se odpre podpora in tako izgleda. Poglejmo si, to je Državna volilna komisija Republike Slovenije. Glejte, tukaj s tiskanimi črkami ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, ulica, hišna številka, to. Datum podpišete, tukaj pa pred uradno osebo na upravni enoti ta podpis. Tukaj vam potem uradna oseba to potrdi in to je to. Morate imeti s sabo osebno izkaznico ali pa potni list. Vse smo vam pripravili, vse smo vam to zadevo lahko pošljete tudi svojemu prijatelju te fajle, kar se tiče te priprave, te ideje ali pa obrazec in ga prosite, da izpolni in ga da po želji, komur želi, ali pa vam pa vi prenesete v društvo, tako da lepo prosim pa čim bolj pošteno, s čim manj manipulacijami, tako da se zadeve lepo lahko izpeljejo pošteno. Ok, to je točka 6, kar smo imeli, to spodbudo, oziroma 5. Zdaj pa gremo k 6. točki. 6. točko smo nekako pridelali. Upravni odbor društva se je odločil za to pismo direktorjem zaradi tega, ker je časovno odlok Republike Slovenije oziroma Vlade Republike Slovenije časovno omejen na 3 mesece do 31. decembra 2022. Kaj se bo zgodilo po preteku odloka? Zgodilo se bo, da bo prenehal veljati zakon o medicinski dejavnosti Republike Slovenije. Kaj se bo spremenilo po 31.
12.2020 vemo, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije vladi dalo rok, dokončen rok, da spremeni zakon o nalezljivih boleznih na podlagi odloka 126/21, ki govori o varstvu osebnih podatkov. Vsi veste, da če grejo zdaj otroci vašo v lekarno, da se morajo tam s kartico registrirati, da dobi 10 testov. Imajo oznako, da neke QR kode smo dajali, ko smo hodili. Ljudje ne smemo v to pristati. Konc, tega je konc. Mi imamo osebno izkaznico, že v to smo pristali, imamo potni list, v to smo pristali, mi ne rabimo drugih stvari. Še najmanj pa osebne izkaznice z biopodatki not, kako se že reče tej izkaznici. Jaz sem naredil eno celo tole pred časom predavanje o tem, tako da je, lejte, sploh pa ne s QR kodov za en vstop v trgovino ali pa v javni prostor ali pa na avtobus. Da ne govorim, da vas opozorim posebej, da so maske in kemično čiščenje, razkuževanje rok protiustavni. Mimo tega odloka samo zase je protiustavno. Prav? Imate tudi link v prejšnjem vabilu, ki smo ga poslali članom, link do te odločbe, ki si jo lahko natisnete, imate seboj in jo, če vam kdo teži, pokažete. Prav? To so nam zamolčali, še dobro sem jaz to videl, zaradi tega, ker so ene druge stvari forsirali o eni drugi odločitvi Ustavnega sodišča, ravno o tem 126/2021 odloku, ki je neustaven, tega so seveda reklamirali, taki, ki je pa protiustavni, dober za ljudi informacija, to pa je bilo zamolčano, ampak so morali narediti, ker je res vse skupaj protizakonito, protiustavno, nepošteno, nehumano, nečloveško. V nadaljevanju imamo 7. točko, gremo naprej. Na podlagi 12. člena statuta društva Belis upravni odbor spodbuja člane, da uporabimo pravico do kreativnega sodelovanja pri delu društva ter udejanjamo le tiste projekte, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Torej, če imate projekt, ki ni iz Svetovnega gospodarskega foruma, ker tam imajo vse z matematično logiko in naravo, vetrno, vodo, vse lepo, vse delajo dobro za nas. Ali pa farmacija, ki ima zdravila, ki nam vse pomaga, vse dobro, vse to je z matematično logiko in z naravnimi načrti, z božjimi, vse to je čudovito. Ali pa vlada, ki da odlok, da moraš svojo voljo uporabiti za to, da se greš testirati, da se greš cepiti, da si daš masko gor, da si obogljiv, da si rokice čistiš, to je vse z naravnimi zakoni povezano in z matematično logiko. Torej, če kdo dela kaj takega, kar sem povedal zdaj, se lahko sami odločite, a bo dal idejo, da gremo s temi projekti naprej ali ne. Jaz sem vam zdaj malo zavezal možgane in sem vam povedal v obratno smer, vi pa razumite, kakor veste. Torej, še enkrat. Če ima kdo zemljo, sadje, zelenjavo, veste, kaj pade na nas, ampak vseeno je še to boljše, kot kupovati strupe. Če ima kdo domačo obrt, domače izdelke, če se kdo čuti, da rabi pomoč članov društva, lahko organiziramo na kakšni kmetiji in druge stvari. Dajte vključiti bom rekel, svoje znanje, svojo idejo, dajte ven, povejte, razširimo se, povežimo se v te naše drobne skupnosti, dajte idejo v društvu in se bomo zorganizirali. Jaz lahko potem to seveda obvestim vse člane, nas ni malo, vendar pa se stvari na terenu spreminjajo, to pa moram reči. V 2 letih se tudi marsikatera misel člana spremeni tako ali pa v drugo smer, odvisno. To je pod to točko 7. Zdaj gremo pa na 8. točko. Na podlagi 9. točke 26. člena bomo govorili ne o članarini društva, temveč o finančnih spodbudah in kratko poročilo o finančnem stanju društva za leto 2022, ki ga bo podala predsednica društva Ivilijana Belis.